pozdrav vsem skupaj. Tukaj ste sami strokovnjaki večinoma, tako da vam verjetno ne bom povedala nič kaj dosti novega. To tudi ni bil moj namen, ampak namen je poudariti, ponovno spomniti na stvari, za katere verjamem, da se jih je vredno spomniti čim večkrat, dokler ne poniknejo v globino naše zaveste in ne postanejo del nas. Dalai Lama v zadnjih desetletjih v svoje javna predavanja dostikrat vrti okrog dveh pojmov, to sta nenasilje in soodvisnost. Te dva pojma bom vzela za izhodišče. Dalai Lamove filozofije se ne bom lotevala, bom pa vzela te dva pojma za izhodišče razmisleka o celostni pedagogiki, se pravi pedagogiki, ki vključuje sekularno etiko. Vsi vemo, da se vsak dan srečujemo in to čedalje bolj z različnimi kulturami, z različnimi veroizpovedmi, življenjskimi nazori. In tako je prav, zato ker vsak življenjski nazor nagovarja različne potrebe, ljudje smo si med sabo različni. Vse velike tradicije izpostavljajo sorodne vrednote, kot smo že rekli. To da vtis, da je etika vse prisotna, ampak je to res? Bi rekla, da ne toliko, kot je videti na prvi pogled. Če pogledamo, slovenski šolski sistem je v zadnjih par letih, oziroma desetletjih, izginila iz šolskih urnikov beseda vzgoja. Nimamo več likovne vzgoje, nimamo glasbene vzgoje, ampak imamo samo še šolske predmete, učne ure, kar je zgovorno, zame že samo po sebi. In druga opaska, če primerjam recimo čas, ko sem se šolala sama in sedanjo generacijo, je izginja čas, ki je namenjen vzgoji. Deloma so se razredne ure razporedile, deloma pa so postale šolske ure tako zgoščene s podatki in zahtevami, da je učitelju izginil manevrski prostor za, lahko bi temu rekli, vdor življenja v šolo, ne? Za obdelavo aktualnih dogodkov znotraj razreda ali pa znotraj širše družbe ali pa določenih vedenjskih vzorcev, tudi, ki se pojavljajo lahko. Če otrok nima časa skupaj z učiteljem ustrezno reflektirati tega, kar se dogaja v njegovem življenju, je bolj slepo podvržen vplivom okolice, manj samostojna avtohtona osebnost in lahko uporablja odzivne mehanizme, ki mogoče niso najboljši ne za njega, ne za njegovo okolico. Če otrok ne ve, kaj ga žene, kaj želi, kako s tem ravnati, kako ravnati z ovirami, v tem primeru je več verjetnosti, da bo ravnal disharmonično. Moja teza je dvojna. Eno je, da je potrebno več časa za etiko, da etika je stvar, ki zahteva refleksijo, izkustveno učenje zahteva refleksijo in zato je potreben čas in prostor. Ne? Če pa tega časa ni, in to je druga teza, se še vedno da simptomatsko zdrav zadeve, to je B-plan, rezerven plan, neravno optimalen, in sicer tako, da se bolj poveže šolsko snov z vsakdanjim življenjem, ker nista to povsem ločeni enoti, oziroma ne bi bili. Skratka, če se zdaj lotim teh dveh pojmov, ki sem jih vzela za izhodišče, prvi je medsebojna soodvisnost, širjenje obzorij in prožen smer razmišljanja, segment. Živimo v času, ko vse regulirajo trendi in sezone. Vse ima svoje trende, od čevljev do stenskih tapet in tako naprej, kar pomeni, da živimo v precej uniformirani družbi. In ta uniformiranost ima stranski učinek, to je krčenje prostora tolerance do drugačnosti.
kjer pa narašča nestrpnost, oziroma pomanjkanje strpnosti do drugačnosti, lahko to razumemo kot simptom pomanjkanja zavesti, da živimo v istem prostoru, v isti družbi, da smo del iste širše celote in da karkoli s svojimi dejanji, s svojimi mislimi, besedami in dejanji storimo, bo povratno vplivalo na nas same. Skratka, ta zavest soodvisnosti manjka. Sočutje, ena izmed najbolj izpostavljenih etičnih vrednot, lahko povežemo s to soodvisnostjo. Recimo profesorica Verena Čudin v knjigi Etika v zdravstveni negi povezuje sočutje soodvisnosti tako, da pravi, sočutje ne dajemo iz občutka dolžnosti, ampak iz občutka vzajemnosti. In citira Mary Simone Roach, sočutje lahko opredelimo kot način življenja, ki se porodi iz spoznanja, da smo povezani z vsemi živimi bitji. In to zavest o soodvisnosti vseh pojavov ali pa vseh bitij lahko prenesemo tudi v šolski urnik, recimo, par primerov na pamet naštela, recimo pri biologiji, znotraj ekosistema lahko vidimo, da vsako bitje vpliva na ekosistem. Če ena vrsta, življenjska vrsta izumre, se spremeni ravnovesje v celotnem ekosistemu. Podobno pri kemiji sprememba enega atoma spremeni delovanje celotne molekule. Pri slovenščini sprememba besede lahko spremeni pomen celotnega stavka in tako naprej. Vedno imamo upraviti z delom in celotem in soodvisnostjo delov znotraj celote. Ti deli so različni, vsak ima svojo funkcijo, ampak vidimo, da lahko pri različnih predmetih se dotikamo te teme in povezujemo vsakdanje življenje z predmetom obravnave. Ena stvar je torej, da se zavedamo celote in svojega vpliva na njo. Kakšen je vpliv, je pa odvisno od našega delovanja, od tega, kako delujemo. In tukaj pridemo do zakona vzročnosti, vzroka in posledice. Čisto iz zdrave pameti lahko rečemo, kar seješ, to žanješ, oziroma kdor prime za meč, bo z mečem pokončan. Kar pomeni, da ima vsak posameznik tako moč vpliva, kot izbiro, na kakšen način, v katero smer bo vplival na družbo, v katere del je. Tudi zakon vzročnosti lahko povežemo s šolskimi predmeti. Lahko recimo, kaj sem pri zgodovini skozi odločitve vladarjev ali vojskovodij, pri fiziki skozi trenje ali upor, pri geografiji skozi tektonske premike in tako naprej. Vse na tem svetu deluje po zakonu vzročnosti, tako da je vredno se zavedati tega, kaj počnemo, ker bomo s tem lažje razumeli posledice svojih dejanj oziroma jih usmerjali. Do zdaj sem govorila o sodelovalnem modelu. To je bil model, ki govori o tem, da če vemo, da smo del širše celote in delujemo v prid celoti, dobimo korist na koncu tudi sami v svojem življenju. To pa ni edini model. Nobelov nagrajenec za ekonomijo Amartya Sen ga dopolnjuje z asimetričnim modelom, ki izhaja iz pozicije moči. Danes je bil že omenjen, ga boste prepoznali, s tem, da se Amartya Sen sklicuje na Gautamo Budo, ki je pozicija moralne oblikacije močnejšega predstavil, citiram Sena, v Sutta Nipati. Buda tu utemeljuje, da smo prav zato, ker smo neprimerno močnejši od drugih živalskih vrst, odgovorni do njih. V nadaljevanju to ilustrira z analogijo odgovornosti matere do svojega otroka. Materina motivacija za pomoč otroku ne vodi povračilo sodelovanja, temveč njeno prepoznanje, da lahko za otroka asimetrično stori stvari,
ki bodo bistveno spremenile njegovo življenje, otrok sam pa jih ne more storiti, konec citata. Skratka, ta asimetrični model dojemam kot nadgradnjo sodelovalnega, ker v sodelovalnem imamo skoraj neke vrste tržni model, vsi imamo medsebojno korist, tukaj gre pa za res neko plemenito vzvišeno pozicijo, lahko bi rekli, svetnikov ali pa uresničenega človeka, ne? Človeka z vrha Maslove piramide vrednot. Razmišljanje o tej širši celoti, v širšem kontekstu, katerega del smo, lahko otroku pomaga širiti obzorje, sprejemati ostale dele iste celote kot prednost, dela njegov prožnejši in neodvisnejši od vplivov. To pa lahko doseže samo z učenjem in urjanjem, spet ponovno poudarjam. Druga točka, nenasilje. Nenasilje, stres in delo s čustvi. Vprašanje, kako delovati, nas pripelje do teme nenasilja. Ideja ni nova, tudi promocija nenasilja, recimo zamisel o mednarodnem dnevu nasilja in miru, je nastopila že leta 1964, iz umetniških krogov je prišla. Španski pesnik Llorens Vidal je predlagal 30. januar, obletnico Gandijeve smrti, za mednarodni dan nasilja in miru in številne šole v Evropi to še naprej obeležujejo z različnimi dogodki, ki to podpirajo. Kasneje, leta 1988, 30 let kasneje, je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo, po kateri je desetletje 2000-2010 razglasila za desetletje miru in nenasilja, temu pa so sledili številni projekti, programi, v kateri so bili vključeni vladne, nevladne, mednarodne, umetniške in druge organizacije, da bi promovirale nenasilje in mir. Ista skupščina je 2007 izglasovala 2. oktober, obletnico Gandijevega rojstva, za mednarodni dan nenasilja. Skratka, imamo gibanje od spodaj na zgor in od zgoraj na vzdolj, ki govori isti jezik. Se pravi, da se lahko nekje najdemo, ne? Če želimo. Kakršnokoli etično izobraževanje je vedno izobraževanje na dveh ravneh, na ravni družbe in na ravni posameznika. Če želimo vzpostaviti etično družbo, moramo izoblikovati etičnega posameznika. In običajno nam je samo po sebi umevno, da učenje zahteva svoj čas in prostor, recimo učenje glasbe, je večletni ali večdesetletni projekt, enako pri športu. Pozabljamo pa, da je razvijanje uma oziroma urjenje uma in njegovih sposobnosti, dela s samim sabom, je ravno tako delo, ki bi zahtevalo določen čas, učenje, znanje in urjenje v teh veščinah, ne? Pa smo spet pri izkustvih, in znanju. Še minutkica. Ja. In tukaj lahko izpostavim, da včasih pozabimo, da je potreben čas in to tudi otroku ne da vedno samozavesti pri začetniških korakih. Ko se otrok nečesa želi naučiti, se bo motil. In ko se moti, je to del procesa. In v sodobni družbi, ki predstavljajo samo rezultate, samo končne rezultate, morda otrok ne zaveda dovolj, da so te zmote nekaj pozitivnega. Mojster ni tisti, ki se ni nikoli zmotil, ampak ki se je motil dovolj pogosto, ki je ponavljal zadeve dovolj pogosto in se znova in znova motil, dokler se ni izuril. Izuril tako močno, da lahko obvlada zadevo tudi v stresnih, težkih situacijah. In to ga naredi mojstra.
In tudi to je mogoče povezati s šolskim programom. Recimo, Reka ima svoj proces, pesnik mora iti skozi številne preizkušnje in tako naprej. Skratka, če sklenemo vse skupaj, živimo v času, ko za etiko do neke mere skrbijo varnostniki s svojimi prepovedmi, varnostni sistemi s kamerami in to je drago. In še nikoli nisem slišala za kakšno raziskavo, ki bi potrjevala dolgoročen pozitiven učinek na psihološki razvoj otroka prek kamer. Mislim, da bi kamere tako toplo vplivale na razvoj otroka. Po drugi strani pa so številne raziskave potrdile uspešnost zelo različnih metod, od nenasilne komunikacije do gestalt terapije, že omenjene in tako naprej, ki pa lahko otroku pomagajo, da se spoznava samega sebe, spoznava svoje okolje in se uči delati s tem. Hvala za pozornost.